Ja, tako. Action. Evo, smo. Lepo pozdravljeni. Drugi webinar. Upam, da se slišimo. Instagram, če bi nas želeli spremljati preko slik, se pravi vse, kar je v ozadju, lahko gre se na Facebook stran motiviraj.me. Vsi ostali na strani, z mano je Mario Samborec, sam kralj prehrano in Mario živijo. Pozdrav sem. Ja, zdaj tako, jaz bi želel prvo, da se Mario predstavi. Zame on kralj, zdaj pa ne se predstavi, da bo tudi za vas, ne? Jaz sem kaj ponižen, vedno znova vsakič, ko me Tibor tako predstavijo, no, on mi je nedel dan predstavil zdaj, kralj prehrane, sem rekel, pa ti si zmešan, ne moš tako govoriti pred širšo publiko, ampak vseeno, naj se predstavim, no, to je najtežji del ponavadi zame, ne glede na to, koliko prehrane govorim, je predstav se vedno najtežje. Sem idejni vodja ideje Feel Good, vodim ekipo feelgood.si, nas najdete na spletni strani. Tisti, ki nas poznate, tisti, ki ne, izbrskate lahko tam lahko izbrskate več o nas. Pravzaprav gre za to, da v tem svetu moderne prehrane vladajo ekstremi. Res vladajo ekstremi. Na eni strani imamo zagovornike, pa bomo kaj konkretni, te diete, recimo LCHF, na drugi strani imamo zagovornike veganstva, vegetarijanstva, na drugi strani imamo zagovornike tisti, ki pravijo, da se ne sme jesti po 6 uri, pa pol imamo tiste, ki pravijo, da moraš jesti vse samo do 6 ali pa po 6, ali pa, razumeš, se pravi, imamo res cel kupenih taborov na področju prehrane, ki vsak nekako govori v skladu s svojimi prepričanji. No, naša niša pri Feel Good pravzaprav je komunicirati izsledke najmodernejše, najbolj objektivne, neizbrane, se pravi neselektivne znanosti, to je tista, ki potrjuje posameznikova prepričanja, ampak nekako biti glas tega, kar na področju prehranske znanosti v tem trenutku vemo oziroma razumemo najbolj, kam se pravzaprav nagiba teža dokazov, ko govorimo o posameznem prehranskem pristopu. In to podpreti z mojo osebno 10-letno prakso, dela s stotinami in stotinami ljudmi, z dnevo se zadnjič računala že ne sodelavec pri meni, da smo že prebili verjetno že številko 1000 in osebno in pogledati, kaj pravzaprav deluje za posameznika. To je zelo, zelo pomembna stvar, s katero se poskušamo ločiti. Eno je izbrati enega paradnega konja, eno dieto, kot eno orodje v svojem koščku, kot je na primer kladivo, in potem vse ljudi, ki pridejo k tebi recimo na svetovanje, tolčeš po glavi samo s tem kladivom. Jaz sem prehranski strokovnjak, ki zagovarja LCHF, ali sem pa vegan, in zdaj vsi, ki pridete k meni, samo to boste. To je najboljše. To je, kada bi bil recimo nek štromar, pa bi prišel, ali pa nek delavec bi prišel človeku recimo domov, on bi rabo nekaj popraviti, ti bi prišel pa sam s kladivom. Ja, gospa, ne moram tega popraviti, jaz imam sam kladivo. Vse s kladivom popraviti. Vse sam s kladivom delam. In to, kar mi počnemo, je, da se ne opredelimo se samo z enim orodjem, samo z eno dietom, pa pogledamo, kaj posameznik pravzaprav rabi, kaj si želi, kakšne so njegovi cilji, kakšne so njegove prehranske navade, kaj ima rad pri prehrani, česa je vajen, po okusu, kakšne so njegove sposobnosti, zmožnosti, finančne in tako in drugače. In poskušamo potem nekako oblikovati dieto takšno, ki je najbolj primerna zanga, da bi jo izvajal dolgoročno, dosledno, da ga naučimo pravzaprav dieto po njegovem imenu. Ja, da ga naučiš, da ga instruiraš, da si njegov mentor, v bistvu oblavi vseh informacij. In zdaj, enkrat pridemo do tega, da delamo z osebo, ki pride k nam, pa oblikujemo primerno vegansko prehrano zanj. Pa drugič imamo primerno LCHF prehrano zanj. Ali pa nek miks, neko gomberat vsega. Ker ljudje zelo pogosto na dolgi rok ne morejo se držati ekstremov in potem poskušamo nekako prilagoditi prehrano tako, da lahko v različnih življenjskih situacijah se znajo odzvati. Ker idiotsko je pričakovati, da bo lahko posameznik pri prehrani ali pa določenem slogu prehrane vzdržal celo svoje življenje recimo, če govorimo o ekstremu, v vseh življenjskih okoliščinah, v vseh situacijah, zavedno. Ne glede na življenjsko okoliščino. Ko si star 18 let, bo še do enako, kot si star
25 let ali pa 30 let, ko si na vrhu poslovne uspešnosti, ali pa ko imaš otroka, ali pa ko treniraš 2-krat na dan, ali pa ko treniraš 2-krat na mesec. Ali pa ko si starejši, pa imaš drugačne potrebe, pa drugačen apetit. Drugač boš verjetno jedel in če ne razumeš, kaj počneš, če ne veš, kje to dobiti v svoji prehrani, potem zelo pogosto te zanese v eno ali pa drugo skrajnost. Ali slediš nekim arbitrarnim pravilom, ki jih sploh razumeš, ne, ali greš pa v tisto, a tukaj se smem preklinati. Ja. Ali greš pa v tisto, koga jebe dieto, baš me boli, baš me briga, jedel bom vse, kar mi pade pod roke in potem spet imamo problem. Ja, v vsaki strani imaš v bistvu problem, ali greš v ekstrem, ali pa se ne brigate za vse. To je resen problem danes, se mi zdi na področju prehrane. Enostavno ta nam reče, recimo, da smo feel good, po zdravi pameti, da nekako poskušamo najti tisto, kar res, a lahko, prosim, najdemo neko srednjo pot, ki ni zdaj v en ali pa drugi ekstrem, ampak izluščimo iz tega, kar vemo, da deluje pri eni strani, pa vemo, kar deluje pri drugi strani, pa vzamemo skupaj, in bolj damo človeku tisto, kar zanj najbolj funkcionira. Glede na njegov čas, glede na to, kako živi, kako je star 30 let, ali star 50, ali star 70, vse se razlikuje, vedno pač moraš drugače, ker skozi obdobje imaš manj časa, več časa. Prioritete se spreminjajo. Tako, bravo, ja, res je. In s tem, ko se spreminjajo prioritete, se tudi spreminja motivacija posameznika oziroma toleranca za bullshit oziroma za kompliciranje. Koliko bom zdaj jaz želel energije posvetiti, recimo svoje prehrani. A bom hotel šteti vsak gram, a bom hotel izbirati vsa svoja živila bio, eko, iz te ali pa one, Himalaje ali pa Višave. Ko smo mlajši, pa ker smo tako res najbolj pametni na svetu, potem bi radi, da je naša prehrana fucking perfect. Vse, kar jaz pojem, je zlata kura znesla. Pol, ko si starejši, ko padaš v to realno življenje, potem ugotoviš, da lahko jaz vzdržujem neko dobro zdravje, tako s čim manj kompliciranje, prosim. Zato, ker bi jaz rad nekako posvečal energijo ne samo prehrani, ampak tudi mogoče temu, da bi šel kdaj potrenirati, pa da bi malo bil svojo ženo ali pa partnerjem, ali pa da bi se posvetil svojemu otroku, ali pa da ne bi rabo glih vsako sekundo, vsakega dneva, 4-krat, 5-krat, 6-krat, 8-krat na dan, kakor je danes treba jesti, posvečati svoji hrani, ker je tako fucking mind-blowing. In mediji nam pa po drugi strani govorijo, da je pa to nujno. Da pa moraš jesti 6-krat na dan, če pa hočeš biti zdrav. Ne, zdaj po novem, ne moraš več jesti. Zdaj sploh ne smeš več jesti, niti 2-krat na dan več. Zdaj moraš spuščati obroke. Ali pa postiti se moraš, ali pa vse živo moraš. In potem smo tukaj, radi bi odkomplicirali in bolj nek 40 let star posameznik pride na internet, piše zdrava prehrana in se internet poserje na glavo, ker je nemogoče najti, zdaj pa vsak je strokovnjak, pa vsak je pameten, pa vsak pravzaprav zagovarja neko svoje stališče. To je nek nasvet, ki ga ponavadi dam. Čim vidiš, da en posameznik, en strokovnjak, en whoever zagovarja eno samo stališče, da ne dopušča možnosti, da ta stvar, ki jo on zagovarja, ne funkcionira v nekem okolju, za neko osebo, za neko populacijo, v neki situaciji, bež stran. Isto je pri treningu. Če zdaj meni nekdo reče, jaz sem pa za visokointervalni trening, visokointervalni kardio trening, to je najboljša stvar. Ali pa jaz sem za weightlifting, ali pa jaz sem za bodybuilding, dvigovanje teži, to vsi morajo. Problem vsi to delajo, samo to je najboljša stvar. Pa a si plesal, pa a me razumeš, pa vse vemo, da kakorkoli lahko weightlifting, fajn, kakorkoli lahko dvigovanje teži, fajn, ni to edina in najbolj pomembna stvar na svetu. Ne, zdaj laufanje je bil včasih sveti igral. Zdaj pa bo hvali, Zdaj Bog ne da bi šel do laufat, ker čim greš laufat, sam da začneš laufat, takoj si polomil vsak kolen. Kolena si polomil, gležnji bo začel. A pa sploh ne hujšaš, ne? Ne. Laufanje sploh ne hujšaš. Zdaj, če greš laufat, to kar kureš mišice. Kar zbegine. A razumete te skrajnosti, o kateri govorim? To je pravzaprav res rak na prehrani danes. To je res neka taka nenormalno stanje, v katerega smo kot družba zapadli. In kot da ne bi več videli, da obstaja neka alternativna možnost, neka druga ideja, in pod to idejo se nekako podpisujem jaz in kakorkoli nekako zveni, da
čudno, ne, da mora nekako v letu 2018 biti tukaj nek na pol čelav 2 metra visok semi strokovnjak, ki vam govori, da bi bilo smiselno mogoče malo po zdravi pameti prestopiti po vseh teh izkušnjah, ki jih imamo. Zdaj tako, Mario zna po temu, on ima toliko znanja, da če mu postaviš eno enostavno vprašanje, on pove toliko stvari. Recimo, koliko je to vod. In odgovori na vse stvari v bistvu, ki bi sploh želel vprašati. Ne. Ampak gremo čisto na začetek. Super, Mario je oziroma idejni vodja dr. Feelgooda. Jaz sem prebral in vem, odkje je tvoje ime za dr. Feelgood. In mi je zelo všeč ideja in sploh način, kako ga je pridobil. In želel bi, da to razloži zdaj v 2 minutah. 2 minutah, imaš to prco. Ja. Okay. Bil sem mlad, nabrit, star 18 let, defaults, vse sem vedel. Najbolj pameten. Začel sem delati na fitnessu na fakulteti za šport in tja je prišla, odgovoren sem bil za predstavitvene treninge, tiska pride ljudi, tebi pa jih malo popelaš po fitnessu in tako dalje. Prišla je ena gospa, ki je imela kar resen zdravstveni problem, imela je operacijo kolen, aktivna športnica, rada je smučala, rada je tekla. In potem so ji pred dobrih 40 letih rekli, da pa ona zdaj ne bo smela več teči, ne bo smela več smučati, ker ima hudo obrabljena oziroma poškodovana kolena in da bo pa ona morala začeti hoditi na fitness. Na fitnessu noben ni hotel z njo delati, zato ker je imela res specifično situacijo in pač prej lahko kaj zafrknaš, kot pa da kaj popraviš. Potem jaz sem recimo takrat se kar javil, da bi pa prevzel ta primer in na recepciji so mi ta primer njen karton so mi dali, jaz sem pri tem njej prisluhnil sem njeni zgodbi, sem bil kar empatičen in kar sem ugotovil je, da nimam pojma, tipo realno, jaz nisem imel kaj veliko pojma, imel sem neke ideje, kako bi jaz pristopil, ampak seveda nisem bil najbolj pameten, sem šel po faksu, sem se pozanimal pri raznih profesorjih, kako je bilo najbolj pametno pristopiti, pripravil sem z njo nek smiselen znanstveno preverjen plan, sem rekel, ok, super, taka je situacija kolena, to vemo, da funkcionira, 2 minuti so že mimo, ampak jaz še kar nadaljujem. Damo še eno. In sem mi pristopila, se začela pač delati in res sem se posvetil Špeli, Špela je napredovala, bila je zelo hvaležna in ko sva nekako 3, 4, 5 mesecev kasneje, še vedno sodelovala, se njeno stanje vedno bolj in bolj izboljševalo in čez čas, ne vem točno kdaj je bilo, ona meni pošle enkrat eno sporočilo, ne vem kje je šla, enkrat je šla smučati, ne vem kam je šla smučati, iz smučanja mi pošla sporočilo in pa mi je celo dala tako majčko nares, ki bom še vedno tukaj doma in jo nameravamo ukviriti in je rekla, Mario, ti si moj dr. Feelgood, ne. Aha. In jaz sem pa ravno takrat bil v procesu iskanja te neke svoje, kako bi jaz rekel sam sebi, ta brand name, kaj bi to bil, ne. In pa iz tega sva prišla pol na Feelgood, ne. Da pa to je to, kar pravzaprav jaz počnem, vračam nekako to dobro počutje, dobro voljo v trening, da trening ni neka muka, da trening ni neko pravilo nujno, ki ga moraš opraviti, ampak da je lahko nekaj prijetnega, da je lahko nekaj, k čemu se, če že ne uživaš v tem, ne, da ti vsaj ni taka muka, kot ljudje mislijo, da to mora biti. Koliko je rečeno, 3 mesece nazaj sva odgovarjala na podobno vprašanje, zakaj nam čez nekaj časa postane treniranje muka oziroma obvezno, se spomniš? Ja. V Postojni sva odgovarjala, en intervju sva imela. V bistvu sva takrat ugotovila, da problem je, ker pozabimo uživati v vadbi in se igrati z njo. To je moja ideja. Ja, v bistvu še vedno raziskovati v vadbi in jo v bistvu imeti kot igro, ne samo kot proces, bova rekla, hujšanja oziroma porabe energije, ampak dejansko proces sproščanja. Eno je recimo, že ti pristopiš svojemu treningu tako, da ga uporabljaš kot sredstvo za dosego cilja. Enako je pri prehranju oziroma pri dietah. Če jaz uporabljam zdaj Tiborja in rečem, da ti me napiše en program treninga, ne? In zdaj jaz želim imeti six-pack do poletja. Ali pa nekaj. In zdaj, če jaz sledim oziroma uporabljam te vaje ali pa proces treninga kot sredstvo za dosego cilja, bom vztrajal tako dolgo, dokler me bo držala motivacija. Zdaj, jaz to motivacijo lahko kupim, ne? Plačam Tiborju za motivacijo, on je lahko moja motivacija, jaz mu plačam nek fee mesečno in on bo moja motivacija, da mi bo treninge, spodbujal me bo, delal bo z mano, ne?
Ampak mogoče še vedno v vsem tem procesu jaz ne bom se naučil, on me mogoče ne bo naučil, uživati v tem, kaj je nek višji cilj, višji smoter, kot pa samo ta moj six-pack do konca poletja. In kaj se pa zgodi, jaz se toliko spuščam, toliko se skuram v tem, recimo, pristopu, v tem cilju, da ko jaz to tudi dosežem, sem zanemaril to celo pot. Ta cel proces zame je bil mučen, bilo je neko opravilo, ki sem ga mogel opraviti, in ko sem ga opravil enkrat, I'm done. Jaz zdaj to imam, ampak kaj zdaj? Nisi me naučil tega vzdrževati in nisi mi pokazal, da lahko v tem procesu jaz dejansko tudi uživam. Kaj se bo zgodilo zdaj? Jaz sem zlorabil to vadbo, to trening, da sem dosegel svoj cilj in zdaj kaj je konc? Zdaj po koncu poletja, naprimer, kaj bom zdaj jaz? Zdaj jaz znam trenirati samo za cilj. Kaj pa, če bi želel trenirati za nekaj več, če bi želel trenirati, da se bolje počutim, če bi želel trenirati, da sem bolj gibčen, mobilen, da si lahko zavežem vezalke, brez da me v križu ščitne, da lahko, ne vem, se igram z nečakinjo zunaj, da grem laufat, Bog ne daj, če grem na dopusta, Razumeš, kaj pa, če bi rad se naučil trenirati in gibati za boljše počutje, za ohranjanje telesne forme, ne pa samo za dosego nekega višjega cilja, Ben John je zelo znan trener, tisti, ki ste na področju treninga zelo podučeni, boste njegovo ime prepoznali, morda ga tudi ti prepoznaš, on ima neko prispodobo dveh tipov treninga. Eno je park bench trening, se pravi trening na klopi, ko čakaš avtobus, in drugo je park bench trening, ko ga upravljaš recimo v parku, in bus bench trening, se pravi, to je pa trening, ko čakaš na avtobus. Bus bench trening pristop je tisti, kjer dejansko imaš omejen čas, čakaš na avtobus, veš, da imaš omejen čas, se pravi, moraš nekaj opraviti na hitro in intenzivno. Park bench trening je tisti, ki ga upravljaš za relaksacijo, sprostitev. Kako bi recimo treniral, če sediš nekje v Tivolskem parku, sonček je, ti imaš tam nogice, dekico, piknik, In njegova ideja je, da teh bus bench treningov, teh intenzivnih, kratkih treningov za namen doseči nek cilj, ne bi bilo kontrolirano, omejeno v recimo nekem časovnem obdobju, kot je 1 leto. Mogoče imamo enega ali dva v svoji rezervi, da se lahko res pritisnemo, da gremo zdaj 1 mesec, 2 all in. Da večino ostalega treninga oziroma gibanja tekom leta naj bi predstavljali treningi, ki so primerni v tej primerjavi kot park bench, se pravi, treniram toliko, da get in, get out. Prijem noter, naredim, kar je nujno za vzdrževanje neke dobre, zdrave telesne forme, kondicije, počutja, videza, ampak ne pa, da grem noter ubice, all in, Tako da mogoče v razmislek, ker ko smo mlajši, imamo vedno to razmišljanje, da vsak naš trening je bus bench trening. Vsak naš trening je, mora imeti na hard, moram na koncu imeti vedro blizu, Vse me mora boleti. Vse me mora boleti, če nisem naslednji dan polomljen, da iz posla ne moram ostati, je bil trening Tibor, to jaz ne vem, zakaj tebe plačujem. Pa še ta fora, jaz tebe plačam, je to, mi kada smo na uro plačali, na treninga, zato pač trenerji. Zdaj, ti priješ k meni na trening, zdaj, če jaz tebe 1 uro ne matram, če rečem po 45 minutah, da je konc treninga, ne, jaz imam še 15 minut, da mi še neki. Ja. To je problem, ki se ga jaz srečujem, vsak mesec jaz potem razlagam. A je v bistvu, če ti meni po 40 minutah te vidim, da se utrujem, ker prepoznam, da si slabo spal, da si slabo jedel, da nimaš energije, potem se odločim na podlagi tega naredim trening primeren tvojem počutju, ki ga jaz opazim, zato sem tudi tam, To si ti sodobnjak tam. In potem vidi zadnjih 15 minut, da se mi zdi nepotrebno ti daje dodatne vaje, da te še bolj izčrpam, ampak se mi zdi bolj primerno, da greva hoditi 5 minut, se sprostiva, se pogovarjava, vidim, da se umiriš, da se spet barva povrne in vse in te lepo pošljem domov. Tudi če sem končala 10 minut prej, ampak jaz sem to naredil zato, da se ti boljše počutiš. Ne da sam mi dva pravijo naših 60 minut, pa zdaj greva še malo brez veze, pa greva še trebušnjake, ne veš, ali pa še meča, mislim, a veš. Kar neki. Samo zato, da pač zapolnimo ta čas z nekimi arbitrarnimi vajami in se bolj dodatno skurimo, recimo, še to malo energije, ki je ostala in res nima nobenega smisla. Tako da, toliko o tem, kar se tiče pristopa k treningu, s kakšnim namenom, s kakšnim ciljem. To se je dobro povedal, v bistvu,
Jaz tudi, ko začnem s strankami delati, imam vedno ta začetni pogovor. In vedno je tako. Želim imeti manj maščobe, želim imeti bolj raven trebuh, želim imeti manjšo ritmo. To govori populacija do 40 let. Moj odgovor ponavadi na tako stvar je tako. Ok, to dejansko naj ti ne bo glavni cilj, to je dejansko samo posledica tvojih pravilnih odločitev. Tvoj glavni cilj pa ne bo neki drugega. Izberi neki cilj, ki ti bo res dal vedeti, da si nekaj naredil. Ne samo, da se pogledaš v gledalo, ker niti se ne boš videl tudi čez 3 mesece človeku, da si isti, itak, ne? Če ti jaz ne pokažem sliko ali pa meritve, ne? Ja, neke objektivne. Ja, pač neki empiričen, neki rezultat. In potem rečeš, aha, pa res številka je manjša, procentualno, ja. V bistvu izberi si cilj, da mi rečeš, grem danes na sprehod, pa naredim 5 km, pa grem čez 1 mesec, pa kako se počutiš danes in kako se počutiš čez 1 mesec. A ti je bolj užitek čez 1 mesec, a se počutiš dobro, a se počutiš več energije, ali kot danes, ki ti je bilo naporno, vse skupaj se sploh spravi. Ali si čez 1 mesec imel občutek, grem, ker sploh drugače ne moram živeti v življenju, ker mi je to bistvo, da dejansko grem pa da se počutim dobro. To je ta zmaga, ne? Da dejansko nad svojim nekim, tako jaz razložim, to je zmaga nad svojim ciljem. Vse drugo je pa samo posledica pravilnih odločitev. Aha, poješ pravilno, več je poraba energije, shujšaš in pač imaš tisto neko, bova rekla, zunanji del. Vse drugo, pač višji del, pa ne bo pač tisti glavni cilj. To si zelo lepo povedal, ne? Nenad je vodja naš programov prehranskega svetovanja v naši ekipi in on je enkrat v enem videu, ki smo ga objavili na naši strani, izval ljudi pa nečem zelo pomembnem, se mi zdi. Zakaj pravzaprav treniramo? A je trening sam po sebi namen? A treniramo zato, da bomo lahko jutri trenirali še močneje? Ali treniramo zato danes, da bomo lahko prišli jutri na trening in trenirali še bolj? In potem jutri bomo trenirali zato, da bomo lahko pojutrišnjem trenirali še bolj? A je trening sam po sebi namen? Se pravi, treniram zato, da bomo lahko čez čas treniral še bolj, se lahko še bolj obal, naprimer. Ali je, če si ti vrhunski, ne vem, powerlifter, potem ja, če si vrhunski powerlifter, je namen, da s treningom dvigneš vsakeč več, ker v tem tekmuješ. V čem tekmujem jaz, v čem tekmuješ ti, v čem tekmujemo mi, razen v življenju, da bi nekako bili bolj sposobni iz dneva v dan. Pri vsakodnevnih opravilih, in to je ravno tisto, kar je želel izzvati Nenad v svojem nagovoru, namreč vadba ne bi podpirala naš življenjski slog, da lahko jaz sem v dnevu sposoben opraviti več stvari, ki so za moj life, za moj smisel, za višji cilj, kot praviš, bolj pomembne. Da si lahko, kot sem prej omenil, zavežem superge, brez da me zaboli v križu, da lahko zalaufam za otrokom, da lahko grem plavat, da lahko grem v hribe, da lahko grem, zastopaš, vsakodnevno grem v počep, kaj poberem, da lahko bolj spim, da lahko dvignem kaj nad glavo, da sem lahko sposoben in ohranjam to sposobnost v svojo dolgo starost. Ne pa, da se zdaj ubijam kot bleso, zato da bom lahko pol pri 50-60 kripom, ker bo rabo, ne vem, prijeti se za nekaj, da ostane iz stola. Ja, ampak ko greš po stopnice, se drži za ograjo, ker pač ima kolena preobremenjena zaradi dvigovanja teži. Primer. Tako da to mi je zanimiv pomislek. Dobro, gremo tako naprej, v bistvu, da se dotaknemo nekaj tem, ki sva jih danes namenila. Se pravi, drugi webinar prehrana, greva na pravilno prehranjevanje. Kaj danes v populavi, ogromne informacije, tudi mene včasih zmede. Nisem jaz popoln, verjetno tudi ti se cel čas iščeš in ovržeš eno teorijo in najdeš drugo in tako naprej se pač evoliraš, razvijaš, spreminjaš svoje mišljenje. Kaj danes pomeni pravilno prehranjevanje? Ali to pomeni, da samo greš eni dieti in samo njo držiš in imaš kot konj tiste ob strani zaščitnike, da ne vidiš nič okrog sebe, ali dejansko pomeni to odprto oči pa pogledati, kako se ti počutiš, ko kaj poješ, kako vpliva kaj nate, ali imaš v redu prebavo, kaj dejansko danes pomeni pravilna prehrana, oziroma pravilno prehranjevanje. Jaz sem pred časom pisal en del učbenika, ne bo šlo. En del učbenika za Fitness zvezo Slovenije za prehranski svetovalec licenco, in tam sem si drznil zelo definirati termin zdrave prehrane. Mene je motilo namreč to, da ni neke uniformne definicije zdrave prehrane. Če greva na področje fizike,
imamo jasno definirane Newtonove zakone, ne? Pač vemo, da neke stvari držijo. In ne moramo zdaj debatirati o tem, če so midva dva fizika, ne? Kako jaz razumem prvi Newtonov zakon, a ga ti kaj drugače. No, in mene je zanima, ali na področju prehrane tudi obstajajo to vrsti Newtonovi zakoni, ali obstajajo neke resnice, ki držijo za vse ljudi vedno. In jaz sem si potem drznil definirati zdravo prehrano kot neko stanje kaloričnega ravnovesja. Se pravi, kalorično uravnoteženo stanje posameznik, v katerem se posameznik nahaja, znotraj katerega uspe zagotoviti vse minimalne potrebe po nujnih, se pravi esencialnih hranilih. Se pravi, točka 1, stanje energijskega ravnovesja. Točka 2, znotraj tega energijskega ravnovesja pokrijemo potrebe po esencialnih hranilih. Točka 3, to počnemo dolgoročno oziroma dosledno. Pozor, to je po mojem mnenju definicija zdrave prehrane. Če te 3 točke posameznik uspe odkljukati v svojem življenjskem slogu oziroma v svojem življenju, lahko trdim, da se prehranjuje zdravo. Pozor, a sem jaz tukaj v tej definiciji kjerkoli omenjal prisotnost ali odsotnost ogljikovih hidratov? A sem omenjal prisotnost ali odsotnost živalskih izdelkov? A sem omenjal bio ali eko? A sem omenjal, razumete, živila, izbira živil, mlečni izdelki, žita, sadje, zelenjava, oreščki, strošnice, karkoli ljudje že radi jemo, so kot obleke v neki velebodovnici. Mi prijemo tja nagi in moramo se obleči in na nam je, da izberemo karkoli nam paše, vemo pa, da se moramo obleči. In vemo, da moramo zagotoviti točko 1, energijsko ravnovesje. Se pravi, če jemo ful več kot rabimo, se bomo zredili, kar ogrozi zdravje najbolj že samo po sebi, če smo predebeli. Ne od česa smo predebeli. Mi smo lahko predebeli od domače svinjske masti, pa od domačega kruha, pa od oreškov, pa če smo predebeli od same naravne hrane, smo še vedno bolni. Ali pa vsaj bomo kmalu postali. Okay? Se pravi, mora nam ta izbira živil omogočiti energijsko ravnovesje in mora nam ta izbira živil omogočiti minimalne potrebe po beljakovinah, ogljikovih hidratih, maščobah. Moramo dobiti minimalne potrebe noter. Če imamo mi kalorično ravnovesje, če imamo zagotovljeno vse potrebe po hranilih in to počnemo dolgoročno, vse prehranjujemo zdravi in izbira živil je odvisna od posameznika. Kaj bo jedel, da bo to dosegel, kolikrat bo jedel, da bo to dosegel, je odvisno. Mi mu lahko pomagamo to oblikovati. Ne mu pa reči, to smeš, pa tega ne smeš, ker to vemo, da ni res. A smeš čokolado? A napolitanke redijo? Kaj pa krofi? Ja, če jaz uspem posamezniku spraviti krof v kontekst energijsko uravnotežene prehrane, znotraj katere on uspe zagotoviti vsa potrebna hranila in to počne dolgoročno, kaj mu lahko krof naredi? Nič. Pa me razumete, kaj je zdaj drugačen pristop k definiranju zdrave prehrane? Okay? In zdaj, vemo pa, da določena živila, kot so različni brendi oblek, so bolj kvalitetni, pa manj kvalitetni. Tudi različna živila so boljši ponudniki teh esencialnih hranil, ki jih potrebujemo, pa slabši. Tudi to vemo. Zdaj, ne moram jaz reči, da je jajce ful dober vir ogljikovih hidratov oziroma vlaknin. A bi bilo to fajn? A bi bilo to normalno? A bi bil jaz normalen, če bi to rekel? Ne bi bilo fajn. Ja. Ni res. Okay. Samo zato, ker se meni zdi, da imam nekaj proti ogljikovim hidratom in zdaj bom jaz rekel, da ima jajce vse ogljikove hidrate, ki jih rabiš. Ni jajce dober vir ogljikovih hidratov. To objektivno vemo. In po drugi strani tudi ne moramo reči, da je brokoli ali pa riž dober vir beljakovin. Kolikor se meni zdi, da so živalske beljakovine ne vem kaj in to povzroča ne vem kaj in ne moram tega reči, ker ni res. A me razumeš? Ja, seveda. Tako da,
tukaj je pa ta problem, ker se mi zapletemo v to neko ideologijo in prepričanja in mnenja o posameznih živilih. Ne? To je lahko prenesem na primerjavo. Jaz zdaj nosim, mislim, da je to Tom Taylor neke hlače. Ti imaš pa Hugo Boss. Ne? In zdaj boš ti rekel, lej, meni je recimo Hugo Boss ful dober. Jaz imam rad Hugo Boss, vse kar jaz oblečem od Hugo Boss, meni ful dober paše. Ti imaš to pravico, da te Hugo Boss paše. Se pravi, ti imaš pravico izbirati določeno prehrano. Ampak veš, jaz pa nimaš pravice. Nimaš pravice pa, zato ker te Hugo Boss dobro paše, reči, da je Tom Taylor za nič. Nimaš te pravice. Ampak kaj mi naredimo? Mi si izberemo svoj brand prehrane, rečemo, veš kaj, jaz sem pa LCHF, ali jaz sem pa vegan. To je kar naš brand vegan, LCHF bomo zdaj povedali, to je način prehranjevanja za omejevanjem vodikovih hidratov, ne? Low carb, high fat pristop, se pravi, to je zdaj neke vrste moj Hugo Boss, popularna stvar, to zdaj meni paše in zdaj, ker to meni paše, ne, bom jaz zdaj hodil okoli po svetu in govoril, da ogljikovi hidrati redijo, povzročajo raka, inzulinsko odpornost, nizko stanje na bančnem računu, slabo formo bratov prejevcev v tej sezoni, vse te neumnosti, ki vemo, da niso res. Samo zato, ker razumeš, to mi danes počnemo. Govorimo o neumnosti na podlagi svojih lastnih prepričanj, ne? In to je en velik problem. Jaz res lepo prosim, vračamo se nazaj na definicijo zdrave prehrane, energijsko ravnovesje, poskrbi, da imaš vsa potrebna hranila znotraj te prehrane in to počne dosledno. Zdaj gremo lahko na diete. Lahko. Greva na diete. Greva čisto eno vprašanje. Kaj je dieta? Kaj pomeni beseda dieta? Koren besede dieta izhaja, mislim, da stari grščine, diete se je reklo in je to pomenilo način prehranjevanja. To je dobesedno prevod te besede, način prehranjevanja. Mi smo to dieto potem si nekako razložili po svoje, kot neko kalorično omejeno stanje oziroma shujševalno dieto. Čeprav diet je lahko je. Dieta je pravzaprav vse, kar nek posameznik je. Tudi če nekdo je junk, pa neumnosti, pa gre, ne? Tudi to je njegova dieta, to je njegov način prehranjevanja. Ne? To je osnovna definicija recimo te besede. Ne? Samo da je danes ta dieta postala sinonim za nek brand prehrane, ne? In za neko krešavo, ki je lahko zdaj ali paleo dieta, ali LCHF dieta, ali korenčkova dieta, ali dieta po lulinih menah, ne? Po hormonih, in to je zdaj pač način prehranjevanja po teh nekih arbitrarnih pravilih. In zdaj diete danes imajo pa svoj set nekih pravil, nekih stvari, ki jih smeš, nekih stvari, ki jih ne smeš. In to je danes najbolj značilno za diete. Dobro, tako, greva kar naprej v bistvu. Greva razšteniti, LCHF dieta. LCHF, zelo popularna stvar danes. Ja, vse LCHF. Sladice, lahko poješ koliko želiš, samo ne LCHF. Torta, LCHF, lahko celo poješ. Ni problema. Ja. Vse, ne, pač torte vsi imajo, ja, delam LCHF sladico, kokosovo kroglice, in vsak teden pojem naredim 3 sladice LCHF. Jaz imam ful te sladice. Ok, LCHF je dieta, ki se reče low carb, high fat, oziroma nizkoogljikovhidratna dieta. Ne? In nizkoogljikovhidratna, vendar hkrati visoko maščobna, ne? Ker se količino energije iz ogljikovih hidratov, kot so riž, pašta, krompir, kruh in podobno, nadomesti z več maščobami, ne? Kot so najpopularnejši še kokosovo maščobe, kokosovo olje, potem so tu masna živila, ne, kot so cela jajca in avokado in oreščki in tako dalje in masni siri in take stvari. Ne. Se pravi, en vir energije smo zamenjali za drug vir energije. V primerjavi z neki primerjavi, ki bi jo marsikdo lahko razumel, je to kot da bi rekli, da so iz nekega naključnega razloga vsi bencinarji postali za nič in so zdaj dobri samo še dizli. Ker to smo pravzaprav zdaj naredili. Ne? Rekli smo, da je en vir goriva, se pravi ogljikovi hidrati, ki so v tej primerjavi bencin, za nič in zaradi njih, če nekdo vozi bencin, to avto ne gre nikamor in to povzroča ne vem kaj vse. In da zdaj velja samo še dizel, ne? Samo še maščobe so zakon. In to je uskladilo na neki premisi oziroma na neki ideji, hipotezi, rekel se je insulin hypothesis. Ne?
inzulinska hipoteza, ki je trdila, da njen pročelni oče je bil Gary Dobbs, nek raziskovalni novinar, ki je napisal knjigo Good Calories, Bad Calories, v kateri je povezal inzulin oziroma porast inzulina v prehrani posameznika, dvig inzulina z kopičenjem maščob. Inzulin naj bi bil po njegovo ločeno od energijske razpoložljivosti prehrane per se, samostojno povezan z pridobivanjem maščobe in rejenjem. Razumeš? Se pravi, že samo to, da je posameznik omejil inzulin v prehrani, ne bi on hujšal. In če je bil inzulin prisoten, ne bi se on naredil. Ločeno od energijske od kalorij celokupnih. Ker seveda ogljikovi hidrati od vseh virov energije, se pravi maščobe in beljakovine, so v največji meri odgovorne za ta porast inzulina. Se pravi, ko užijemo ogljikovi hidrate, se inzulin kot odziv v krvi dvigne, ne bi bili ogljikovi hidrati posledično krivec za debelost. One ne bi spodbujale to rejenje. Ta hipoteza je bila večkrat ovržena. Od takrat, ko je bila ovržena, je bila večkrat tudi poteptana in pred nekaj meseci, če ne celo tedni, je ne bila samo poteptana, zdaj je v znanstvenih krogih celo zasmehovana. Pravzaprav je nihče več ne jemlje resno. Samo keče v tem, ker je to bilo toliko prisotno v splošni javnosti in ta LCHF tabor je tako močen, kot je bilo nekoč, ne vem, še dan strpimo posledice, ker ljudje mislijo, da ne smeš jesti jajc zaradi kolesterola. Čeprav že dolgo vemo, da to ni res. Prvo vprašanje. In še, podobno je tu. Dejansko so tukaj študije, metaanalize, večletne primerjave visokomaščobnih in nizkomaščobnih oziroma visokoogljikovhidratnih diet, kjer so bili, pazi, v študijah so celo izenačili so energijski vnos. Se pravi, jaz pa ti jeva enako količino kalorij. Ja? Toliko, jih rabiš, da vzdržuješ svojo telesno težo. Potem so dali enako količino beljakovin, se pravi, beljakovine se ne spreminjajo. Ker zelo pogosto se pri low carb prehrani oziroma prehrani z nizkim deležem ogljikovih hidratov, se ta delež ogljikovih hidratov se zniža, ampak se ne poviša samo delež maščob, temveč tudi beljakovin. In potem ne vemo pravzaprav, zakaj so pozitivne lastnosti, ali so zaradi povišanja beljakovin, ali so zaradi nižanja ogljikovih hidratov. Razumeš? V tem primeru so celo izenačili količino kalorij, izenačili so količino beljakovin in vse, kar so naredili, je, da so eni osebi dali pretežno maščobe, drugi osebi pretežno ogljikove hidrate. In so to spremljali, koliko je 12 mesecev. Eno leto je trajala študija, so spremljali, kaj se zdaj dogaja z vidika telesne sestave, hujšanja, te neke metabolic advantage, da kao, na low carb dieti, da bi kuril več maščob in tako dalje. A veste, kaj so v enem stavku odkrili? Da ni pravzaprav nobene razlike. Kvečem obratno, za en zanemarljiv odstotek so bile više ogljikove hidratne diete, je bila više ogljikove hidratne dieta v določenih prednostih napram low carb pristopu. Ampak je bilo to tako majhno, da lahko rečemo, da je zanemarljivo. Kar je bistvo je, da z vidika hujšanja, z vidika izgube maščobe, z vidika nekega zdravja, se splošnega neuronalne telesne teže, ni nobene neke prednosti nizkoogljikovih hidratne diete napram visokoogljikovih hidratne diete. In če potegnemo zaključek po zdravi pameti tu, dokler imamo energijsko uravnoteženo stanje, dokler imamo dovolj beljakovin v prehrani, lahko energijo, se pravi ogljikove hidrate in maščobe, tankamo pod navednicami, kolikor nam pravzaprav paše. Ne bomo imeli tukaj nekih nobenih prednosti, kot pa danes ljudje mislijo, da je, če hočemo shujšati, samo ogljikove hidrate može stran. Ja, pa jest naprej isto. Pa sploh nima veze. V bistvu, tudi že to, če se nekdo ima željo, se odloči zdaj bo pa LCHF, naprimer, pa je tvoja stranka, seveda mu pomagaš pri temu, Ja, mu svetuješ. Tudi mi imamo dosti tudi na LCHF. To je njegova želja, ampak stvar mora biti gledana kontrolirano, bolj podrobno, treba je vedeti, zakaj, kdaj, kaj in kako. Če lahko povem en praktičen primer, recimo
konkretno primer naših ljudi, ki so na LCHF. Imamo osebe, ki imajo zelo nizko stopnjo dnevne porabe energije, niso zelo aktivni po domačem. Pomisli, imaš eno osebo, ki je visoka, primer punce, ki je visoka, pa tudi moški so vse 160-170 cm, večinoma sedeče delo, ni ful aktiven, trenira enkrat, dvakrat tedensko, malo sprehodi, in zdaj on bi rad malo skušal, ali pa rad bi vzdrževal svojo telesno težo. Zelo hitro ugotovimo, da je energijska potreba takega posameznika za vzdrževanje telesne teže lahko okoli 1800, mogoče 2000 kalorij. To je njegov rezervoar. Okay? Zdaj, ko jaz od te energije, ko dam stran količino beljakovin, ki jih on, recimo, želi in potrebuje, kakšnih, 25-30% dnevnega kaloričnega odnosa. Gre na račun beljakovin. Potem mu damo nekaj na račun esencialnih maščob, ki jih potrebuje tudi lahko za normalno delovanje hormonov in recimo testosterona pri moških. In da dobi dovolj maščobotopnih vitaminov, ki jih recimo v nizkomaščobnih virih prehrane ni, pa dajmo tukaj še kakšnih 25-30% stran na ta račun. Razumeš? Ja, njegova dieta bo posledično LCHF, bo posledično nižje hidratna. Zakaj? Zato, ker nima več veliko prostora na svojem kaloričnem totalu. Ker je s tem, ko je dal beljakovine, pa ko je dal maščobe, njemu že dal 35, on že v osnovi nima več kot tistih 25-30% energijskega vnosa za ogljikove hidrate, in če mu izračunam to za njegove kalorije, bomo mogoče dobili kakšnih 100 gramov ogljikovih hidratov, 150 gramov ogljikovih hidratov dnevno. To je relativno malo, če gledamo. To je mogoče, kaj povem, pa v vsakem obroku za eno prgišče kosmičev ali pa riža. To je res veliko ogljikovih hidratov, v primerjavi s tem, koliko so ljudje vajeni tega pojesti danes. Hočem samo reči, da to ni LCHF oziroma nizkoogljikohidratna dieta v štartu, z namenom, po defaultu, ampak je kot posledica tega, da nima veliko energije. Zdaj pa, če jaz tako osebo dam k tebi na treninge 3-4 na teden, pa je poraba večja, pa... Poraba energije bo večja. On bo mogoče shujšal 50 kg, pa bo pridobil več mišične mase. Se pravi, se bo njegova toleranca in potreba po ogljikovih hidratih za ta njegov specifičen namen treninga povečala. Ker od enkrat bojo postali bolj pomembni, da bo on lahko podpiral potrebe vadbe za moč in više intenzivne vadbe. Je res? Ja. Zdaj pa, ker od enkrat njegova potreba po kalorijah ni več tistih 1800, ampak je mogoče 2500. Ampak spet je ista računica. Ko jaz njemu dam stran teh 25-30% za beljakovine, pa tistih 25% ali pa 30% za maščobe, imam zdaj bistveno več lufta za tiste ogljikove hidrate, ki jih zdaj na mesto 150 lahko poje 250 ali pa 300. To je pa zdaj že kar lepo normalno ogljikohidratna dieta. Ker pa tudi več uporabajo, na vse in tudi rabe. Razumete? Se pravi, LCHF včasih ni sam po sebi namen, ampak je posledica tega, da daš posamezniku, da kar se zgodi, ko daš posamezniku dovolj, ko upoštevaš to energijsko ravnovesje, pa upoštevaš potrebe po beljakovinah, pa potrebe po maščobah. Zdaj sem mogoče malo za filozofijo, se preučujem, sem se hotel približati ljudem, da Ne sem jih opozoril, tako da so razumeli tudi na Instagramu, ste razumeli. Mario ima ogromno znanja in ne more povedati vsega v dveh stavkih. Ne more, ne gre. Jaz se to učim. Kralj je kralj. To je to. Zdaj tako. V bistvu jaz se vmes odločil, ker se z Marjotom poslušam vse, da z Marjotom bomo naredila enkrat enodnevni webinar. To bi bilo dobro. Vmes čas za kosilo, lahko malo vmes. Tako pa tudi pokažemo, kaj skuhamo, kaj pojemo, pa razložimo, zakaj to pojemo. En dan. Dan. Feel good, motivated, dan. Ja, v bistvu, če ne je preveč stvari, pravilno prehranjevanje so šta nekako beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, deva, to se dotaknem dejansko, da na kratko poveva, ker v glavnem moja odločitev je, da z Marjotom bomo še vnaprej delali webinarje, ker ga želite vi poslušati, kot tudi jaz. Tako, greva zdaj naprej. On sam sebe ne more poslušati, da bo vse ostalo. Beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe. Ja, evo, gremo po vrsti beljakovine. Beljakovine so spet beseda proteus, izhaja iz grščine, pomeni v prevodu of prime importance. Se pravi, bistvenega pomena, ključno, glavno, vodilno. Če primerjamo beljakovine z
avtomobilom spet, ne, to je šasija, to je vse, kar nas gradi. Naša koža, naše kosti, vse, kar vidite tu pred vami, a ne, mene in Tibore, to so beljakovine. Imamo neko absolutno potrebo po njih. Se pravi, potrebujemo jih vsak dan, da lahko to svojo hišo oziroma šasijo zgradimo na novo. Ne. Če beljakovin nimamo dovolj v prehrani, telo uporabi oziroma vzame te beljakovine iz tkiv, ki jih ima na voljo v telesu. Zalog za beljakovine v telesu v bistvu nimamo oziroma jih nosimo sabo v obliki mišične mase in kosti. Ja? Se pravi, če nima posameznik dovolj beljakovin v prehrani, bo primorano telo v proces kurjenja lastne mišične mase in kostne gostote, da pokrije tiste potrebe po beljakovinah, ki jih telo ima, da se lahko vsak dan znova obnovi. Če so te potrebe relativno nizke, da posameznik ni aktiven, ni pod stresom, ne trenira, ne, potem lahko odnese celo kožo, tako rekoč tudi za nižjimi beljakovinskim vnosom. Če imamo posameznika, ki ima več mišične mase, više potrebe s svojim aktivnim življenjskim slogom, z načinom treninga, ali morda ima cilj shujšati pa je na nižje kalorični dieti, potem bo verjetno smiselno povišati vnos beljakovin v prehrani. Moje mnenje je, da so beljakovine, moje mnenje, ki ga lahko potrdim za kar lepo količino objektivnih znanstvenih dokazov, da je vnos beljakovin bil v zadnjem času hudo podpisan, ne, predpisan, premalo, v prenizkih količinah. V odprtem pismu, ki sem ga objavil, ki sem ga z Nenadom objavila pred parimi dnevi, se ravno te točke jo razčlenilo v bistvu do nagega in sva nekako poskušala približati študije, ki so vsega en teden, dva stare, kjer vodilne svetovne organizacije nekako svetujejo vnos beljakovin okoli 1,5 gram do 2 grama, celo 2,5 grama v določenih primerih po kilogramu telesne teže za zdravega posameznika. Govorijo za moškega ali žensko? Ja, za moškega ali žensko. Okay. Dočim so konvencionalne smernice in smernice, ki jih zagovarjajo nekateri dietetiki in osebe, ki svetujejo na področju prehrane na naših tleh, okoli 0,8 pa do 1,2 grama oziroma nekje okoli 10 do 15% energijskega vnosa. Kar je po mojem mnenju res hudo premalo, še posebej, če upoštevamo, da so beljakovine najnasitnejše makrohranilo. Od vseh treh hranil so najbolj nasitne, ne? Kot populacija pa relativno pogosto naletimo na ljudi, ki imajo težave z uravnavanjem apetita in hodijo naokoli z viškom telesne teže. Ja. In potem jih ocenjujemo, da se ne morejo kontrolirati, da se ne morejo brzati. Ne? Razumeš? Pravzaprav tako je, ne? Če si lačen, pol boš skozi neki isku za jest. Če ne ješ nič beljakovin, boš zelo verjetno kasneje sit, ker vemo, da so beljakovine najbolj nasitno makrohranilo. To ni moje mnenje, to je lahko pač, če me kdo izzove, naj prosim, dobi servirano. In zdaj, kot ljudje v prehrani, beljakovine, ki so najbolj nasitne, zreduciramo na nulo, ne, in potem kompenziramo s kombinacijo ogljikovih hidratov in maščob, se pravi dveh energijskih virov, ampak kot ljudje, v današnjem življenjskem slogu pa nimamo tako velikih energijskih potreb, kaloričnih potreb, da bi lahko tankali in dizel in bencin hkrati. Ne? In pol kaj mi vzamemo? Najmanjši možni kos beljakovin sploh, ali pa ga čez dan sploh nimamo, in pol kombiniramo ogljikove hidrate in maščobe skupaj v obrokih. Tudi če to počnemo iz naravnih virov. Ne? Kruh pa puter gor, ne? Rižota pa puter not. Ne? Kava pa puter not, bože sad človek, kdo si je to zmislil. Vse povsod kombiniramo maščobe, ki so najmanj nasitne z ogljikovimi hidrati, ne? In tudi to počnemo potem, ko nam pade energija vmes, pa spet maščobe po ogljikovih hidrati, pa maščobe po ogljikovih hidrati. Ne? In seveda tudi na račun predelane hrane, ki ima spet problematičen vpliv na apetit, ki tudi predelana hrana. Ok, pomislite, kaj je krof?
to je ogljikov hidrat ocvrt v maščobi. Kaj je Nutella? To je pol cukr, pol mast. Ne? Nikoli ni sam cukr, nikoli ni sam mast. Noben je hod okol za banco svinjske masti pa je na žlico, tukaj noben je hod okol pa je bel kristalni cukr na žlico. Vedno je kombinacija cukrov pa maščob, ki vodi apetit. Kjerkoli imaš prisotne beljakovine, je to ponavadi že samo po sebi bistveno bolj nasitno. Me zastopaš? Tako da po mojem mnenju smo kar precej podhranjeni z beljakovinami kot nacija. Tako generalno. Tako da to je, kar se tiče samih beljakovin, velika večina ljudi bi verjetno je dobro delo, če bi jih povzdignili v prehrani, ker pa nobena stvar ni samo dobra ali slaba in tudi jaz nisem nek beljakovinski skrajnež, da me kdo tako ne opiše. Seveda bomo bili pozorni, če ima posameznik morda nekaj bolezen ali pa neko stanje težav z ledvicami, ki so odgovorne za recimo tudi presnovo beljakovin, lahko trpi posameznik, če ima. To je kot bi silo posameznika z vitim gležnjem laufati v klanc. S tekom nič narobe, če je zdrav človek. Če je poškodovan, ga ne bo šteral. In podobno, če ima nekdo težave z ledvicami, potem bomo količino beljakovin v prehrani morali prilagoditi. Prav tako, če ima nek posameznik povišeno stopnjo tveganja za raka, morda je genetsko predispoziran tako, morda ima visoke markerje recimo za pojavnost nekaj določenih tumorjev, morda je v remisiji, morda je raka prebolel, potem bo smiselno recimo premisliti o količini beljakovin v prehrani. Ne znižati v nulo, nič, ampak samo ne iti v najvišje možne skrajnosti. Se pravi, so določeni triki, kjer se beljakovinski vnos mora, oziroma je smiselno prilagoditi. Ampak govorimo o večini zdravih ljudi, ki jih zanima ohranjati telesno težo in brzdati ta apetit in konstantno potrebo po hrani, bo to lažje dosegel, če bo povzdignil količino beljakovin v prehrani. Najboljše vire beljakovin dejansko spet objektivno so živalski viri, če govorimo o kvaliteti in praktičnosti. To spet ni vprašanje. Govorimo o jajcih, o mlečnih beljakovinah, o ribah, o mesu in tako dalje. Ampak seveda, preden me kdo obesi tukaj, kaj pa hormoni, pa kaj pa ono, moram se sklicati na feel good zakon, kot mu jaz pravim, ki govori o tem, da hrana oziroma živilo je lahko vredno le toliko, kot je bila zdrava oziroma zdrav vir njegove hrane. Kaj sem bih rekel? Se pravi, meso, pod navednicami, bo zdravo le toliko, kot je bil zdrav vir njegovega mesa. In po drugi strani velja podobno. Nek brokoli, neka zelenjava, neka rastlinska prehrana je lahko vredna le toliko, kot je bila vredna tista zemlja, iz katere je zrasla. Ali pa gnojilo. A razumete, se pravi, je to povezano, je. Samo daleč od tega, da bi šel v skrajništvo spet, pa bi govoril, Mare rekel, da pa je treba jesti vse samo bio, pa eko, pa ne vem kaj, pa sploh. Imamo cel kup študij, ki kaže, da konvencionalna pridelava hrane oziroma zelenjave ni tako hudo drugačna od ekološke oziroma biološke. Seveda so določene razlike, predvsem z vidika uporabe pesticidov in nekaterih drugih škropiv. Enako velja pri mesu, so določene razlike v sestavi, maščobno-kislinski sestavi, če jemo lososa, ki je krmljen z pšenico pa koruzo, ali pa lososa, ki je divji, seveda bodo razlike. Ampak je tukaj treba upoštevati tudi socialni status posameznika, komu govorimo. Si on lahko privošči tega divjega lososa, si on lahko privošči jesti vse bio-eko. A bomo mi zdaj dejansko tukaj rekli, da je lahko posameznik zdrav samo, če ima neomejen budžet za hrano in tisti, ki si ne more privoščiti tako drage hrane, pol ne more biti zdrav. Moja mama ima 300 plus evrov penzije, to pomeni, da ona ne more biti zdrava, ker se ne more kupiti nič bio. Zato jaz tukaj nekako spet se sklicujem na zdravo pamet, rečem, da je še navaden brokoli iz trgovine za 50 centov bo zelo verjetno boljša izbira, kot pa tisti brokoli, ki ga ne kupiš. Bravo, to je dobro povedano. Tako da včasih se spet tukaj zapletemo. Ali pa tako, jaz ne bom jedel tega mesa, pa ribe, ker so polne težkih kovin, jaz ribe ne bom, pa grem pa kupam tam recimo pršiptelj purek za 2,5 €.
Ja, tisti ni poln težkih kovin, tisti je top choice. Ne, tako da, veš, tukaj se spet pol zakvaškamo, ne, ker na koncu je nekaj treba jesti, ne, in če gremo v skrajništvo, pol dejansko pridemo do konca. Mesa ne bomo jedli, ker pač meso je zdaj povzroča raka, ribe so poln težkih kovin, stročnice imajo cel kupenih antihranil, mleka ne smemo, ker je mleko samo za teličke, zelenjava je polna pesticidov pa škropiv, sadje ima cuker, žit ne smem zaradi glutena. Je najbolj, da si kaj, serviral bi si najraje 4 kocke ledu pri kosilu, pa še to ne vem, če smem, ker je voda, iz katerih je bil ta led pridobljen, polna nekih snovi, ki... Bakterije. A veš, to je sranje, ne? Tako pristopiti k prehrani je res problematično. Mislim, da kar se beljakovin tiče, res lahko več daj drugič, ne, pa damo kakšen članek gor. Ogljikovi hidrati. Omenil sem NCHF, pa to ogljikovi hidrati sami po sebi res niso nek zdravstveni problem, niti pa ne povzročajo debelosti. V povezavi z inzulinom ne pri posamezniku, ki ima normalno delovanje inzulina. Je pa res, da morda pri določenih posameznikih, ki so res predebeli, recimo imajo 20-30 kg preveč, opažam iz prakse, da taki posamezniki, če uživajo ogljikove hidrate iz tistih virov, ki jih oni ponavadi radi jejo, ugotavljam, da jim do neke mere spodbudijo apetit. Mali jih zmase zmedejo, mali jih teže presnave, mali ne naredijo najboljši. In opažam, da debelejšim posameznikom dene dobro, da na nek način morajo omejiti kalorični vnos. In če to naredijo na račun ogljikovih hidratov, do neke mere bo takim osebom to lahko koristilo bolj, kot pa nekomu, ki je res športen pa suh pa. In ko ta posameznik s časoma napreduje, pravi hujša, s tem si je do neke mere se je toleranca pod navednicami za ogljikovih hidratov njegove prehrane se je dvigala. Se pravi, zdaj tisto, kar mu prej ni delalo dobro, mu bo lahko zdaj koristno. Zapravo, to je stvar pri ogljikovih hidratih, da bolj kot posameznik prihaja v formo bolj aktiven, ko je manj bolan pod navednicami, manj debelka je, več ogljikovih hidratov v prehrani si lahko privošči, več prostora za njih ima. Dobro. Boljši, slabši vir ogljikovih hidratov. Ogljikovih hidrati pravzaprav, dokler se držimo minimalno predelanih virov ogljikovih hidratov, kot so polnoledne žitarice, stročnice, sadje, zelenjava, gomolji, kot so krompir, zelena, pastinak, petršne. To so vse super izbire. In dokler jih izbiramo v neki primerni količini za svoje energijske potrebe, mislim, da res tukaj ni nobenih problemov. Težava, ki lahko nastane, je zdaj, če nekdo, kot sem rekel prej, na račun ogljikovih hidratov in maščob ponavadi začne izbijati beljakovine nižje dol, potem to lahko vodi v težavo uravnavati apetit. Če izbira takšne ogljikove hidrate, ki zdaj glikemični indeks je pogosto povezan z ogljikovimi hidrati. Zdaj glikemični indeks je sam po sebi res brezvezna mera oziroma zelo bedna mera. To pravzaprav meri samo v izolaciji, kaj se zgodi z ogljikovimi hidrati, po užitju, če jih užiješ same. Kdo pa je zdaj za kosilo samo krompir? A kdo jedel za kosilo? Dan sem za kosilo pojedel samo krompir, še jedel še kaj zraven, ne. In to so predno što? To ni realno, vedno dodamo nekaj zdrave. In kadarkoli ti ogljikovemu hidratu dodaš beljakovine ali dodaš nek vir vlaknin ali dodaš nek vir maščobe, je ta glikemični indeks pravzaprav popolnoma brezvezna mera. Ja, mogoče res lahko v določenih skrajnih primerih diabetikov in tako dalje to upoštevamo, ampak res glikemični indeks je nekaj, kar bi svetoval večini ljudi se s tem ne obremenjevati in bi se raje kot to obremenjeval z izbiro teh ogljikovih hidratov, se pravi, da uživajo dovolj zelenjave poleg, dovolj sadja in ostala škrobna živila, kot so krompir, riž, pašta, kruh, v skladu z njihovimi energijskimi potrebami in mislim, da tukaj ne bo bil noben problem. Težava, ki lahko nastopi, je, če gremo v ekstremno nizek vnos ogljikovih hidratov, tisti ljudje, ki si spodbudujejo z mejo neke ketoze oziroma ta LCHF, meja pod 50 dnevno, to predvsem opažam, da ženskam grdo rečeno zjebe sistem. Moški smo malo bolj trdoživi, mi lahko dlje časa delamo neko stvar po svoje, pa spuščamo obroke, pa se postimo, pa jemo tako pa drugač, pa se drugače obnašamo, ženski apetit funkcionira malo drugače. Primer, tipičen primer, evo. Midva sva jedla kosilo ob 12.
enih, 2 moška jedla kosilo v 12 enih. Zdaj, če jaz vem, da kad prijem jaz ob 6, 7, 8 domov, da bo meni punca, ne, da nam bosta punci pripravili en fajn, večerjo, en fajn steak, krompir, vino, sladica, ne. Midva bova celo namenoma vmes ne jedla, samo zaradi tega, da si bova prehranila Tibor, zvečer, ker bo koliko dobro, ne bi si zdaj pokvaril apetita, ni šans. Razumeš? Ja, moški celo lahko to se ponašamo s tem, da lahko odložimo ta občutek lakote, če vemo, da bomo kasneje se lahko najedli tako pošteno ljudski. Ženske ne funkcionirajo njih tako, vsaj izkušen v svojem delu, ne vem, mogoče popravim, če se motim, ampak opažam, da pri punci, tudi če ona ve, da gre k meni čez 1 uro na večerjo, pa če njo zahvati lakota, malo. Ni čez 1 uro, zdaj rabim neki. In takrat so najbolj labilne, takrat so te izbire najbolj bedne, najbolj neprimerne, pa je nek orešček, neka čokolada, nekaj sladkega, nek piškot, neki na hitro, ker v tistem trenutku je bilo, recimo, kosilo je bilo v 12, večerja bo v 8, vmes je 6 ur, po 4 urah, evo nje panika. In čeprav ve, da gre čez 1 uro na večerjo, razumeš? In zdaj tukaj svetovati prehrano za moške, enako kot za ženske, ne upoštevati teh razlik v hormonskem delovanju, v menstrualnem ciklu, je zloraba. Ogromno ljudi, ogromno prehranskih svetovalcev sploh ne pozna karakteristik folikularne faze, lutealne faze. Kaj se dogaja za žensko skozi ta obdobje hormonskih turbulenc? Ne razumejo sploh, kako njihov apetit se obnaša v teh fazah, zakaj je odgovoren estrogen, zakaj je odgovoren progesteron. Ne razumejo teh stvari in svetuje, to moraš se adaptirati, moraš se navaditi, ker potrpi malo. Spi malo vode. Spi malo, spusti zajtrk, vse to je zate ok. Razumeš? In kar hočem povedati pri ogljikovih hidratih je, da se ženskam, če jim vzameš ogljikove hidrate, in to kronično počneš, in lahko to kar hudo poviša raven njihovega stresa v življenju, ker ogljikovi hidrati znižajo raven stresa, znižajo kortizol, ona ne je ogljikovih hidratov, se pravi, edina stvar, ki nje zniža stres v njeni prehrani, ona tega ne je zdaj, se pravi, njen stres je avtomatsko gor. Pol je na kalorično restriktivni dieti, nov stres. Pol mora iti trenirati, 2-krat, 3-krat, 4-krat na teden, nov stres. Ali pa, razumeš? Stres na stres, overload. Tako da tukaj bi samo pozoril, da ogljikovi hidrati pri ženskah, pri moških so dejansko čisto druga zgodba, ne bi jih enačil njihovih učinkov. Tudi ko govorimo o zdravju črevesja in prebave, zna biti velik problem, če omejiš ogljikove hidrate na neko mizerno nizko številko dolgo časa. Pri osebah, ki imajo lahko težave s črevesjem, to lahko privede do nekih prilagoditev, ki niso najbolj željeni, kot je neka, recimo, driska, neprimerne črevesne epizode in razrast določenih bakterij na mesto, kjer ne bi smele biti. Več dejavnikov je, ki lahko pa komu funkcionira super, ne rečem, da ni možno. Maščobe. Pri maščobah zna biti celo najbolj kratek, kar bo Tiborju ful všeč. Zdaj imamo res zanimive študije, ki so, moram reči, tudi mene presenetile, jaz sem bil drugačnega mnenja, ampak evo, to je stvar, ki vidite, da tudi jaz sem pripravljen sprejeti izsledke moderne znanosti, ki tudi ne potrjujejo mojih prepričanj. Včasih sem mislil, da je vnos maščob iz specifičnih virov bolj pomemben, kot se je izkazalo, da je, ampak veste kaj, dokler posameznikova prehrana ostaja v kaloričnem ravnotežju, se pravi, da posameznik uživa toliko energije, koliko je potrebuje. Z drugimi besedami, da se ne redi, da ni debel. Ja? Da ohranja, da ni pretežek, da ne je več, kot potrebuje. Ja? Razumeš to? Bo razmerje maščob v prehrani tega posameznika zelo verjetno zanemarljivega vpliva na njegovo overall health, za njegovo celokupno zdravje. A je malo več nasičenih, malo manj nenasičenih, a je malo manj omega-9, ali je malo več omega-6. Razumeš? Dokler je posameznik znotraj kaloričnega ravnovesja, je to ne ni toliko važno.
Ali greva mi dva enkrat na teden v restauracijo jest, pa Bog ne dej, spekal so nama zrezek na sončničnem olju, sončnično olje povzroča rak, to so tam rekli, da sončnično olje ne smeš. Dokler je najna prehrana v kalorično ravnotežju ni bo ohranjava zdravo telesno težo, sva aktivna in overall, se pravi celokupno gledano, večino živil, ki jih izbirava, so naravna, ne? Bojo tudi take maščobe, ki so do neke mere frankensteinske, ne bodo uspele vidneje ogroziti najnega zdravja. A bova jedla malo več slanine pa jajc, ali malo več oreščkov pa semen. Dokler bo večina maščob iz naravnih virov, bo razmerje teh maščob ne tako pomembno, če mi dva ohranjava in smo v kaloričnem deficitu. Razumeš? Bistveno je razmerje. Nekako optimalno bi želeli, da dobimo vsega po malo, se pravi malo nasičenih, malo omega-9, se pravi enkrat nasičenih, malo omega-6 in omega-3 večkrat nasičenih. Optimalno vsega po malo. Ampak govorimo o tem, da dokler smo v kaloričnem ravnovesju, kakšno je zdaj razmerje, ali je malo več teh, ali je malo manj onih, ni tako pomembno. Mi smo te zdaj upravi, se pravi, ravnovesje je pomembno. Ja, ravnovesje. Ravnovesje je v redu, potem izbira maščob ne tako glavnega pomena, kot je ravnovesje. Dokler so iz naravnih virov. Spravi, če ti ne skažeš težo 10 kg na 3 mesece, pa 15 kg dol, pa spet 15 gor, pa 5 dol, dokler je ravnovesje, nekako normalno, da nihaš 2-3 kg proti zimi, pa proti poletju, normalno večja poraba energije in vsega, bolj aktiven, več si v zuniji, več si po konci, več dneva nasploh dan in tako naprej. Težava nastopi, ko mi podremo to mejo energijskega ravnovesja, ko se začnemo rediti. Ko je posameznikova prehrana v hiperkaloričnem območju, rečemo temu, da je več kot potrebuje, se začne rediti, ima več kot 5-10 kg več, takrat pa ni več vseeno, kakšne maščobe uživa. Se pravi, ko imamo nekega fitnesera, ki dela na masi, ali pa imamo osebo, ki se hoče zrediti, ali pa generalno je bolj debel, se pravi, je več kot potrebuje, kar tudi večina ljudi, če jih pogledamo zunaj, nosi malo viška, ne? No, za njih pa ni več vseeno, kakšne maščobe je. Za njih pa zdaj vemo, še vedno ne vemo točno, ampak jaz nekako lahko domnevamo na podlagi nekih dokazov, lahko rečemo, da se teža dokazov še vedno nagiba v to smer, da ni vseeno, koliko nasičenih maščob v prehrani tak posameznik uživa. Ja? Nekaj let nazaj so je še govorilo, da so nasičene maščobe strah in trepet, Bog ne dej, povzročajo vse živo, mašenje živ. Potem smo ugotovili, da ni nujno res, da niso vzročno povezane s tem. Ampak kljub temu danes še vedno je masa dokazov na tej strani, da v primeru, ko posameznik uživa hiperkalorično dieto, se pravi več energije, kot je potrebuje, ne bo najbolj pametno priporočilo, če te energijo, se pravi te maščobe, uživa v nasičeni obliki. Razumeš? In ne bo več vseeno, a uživa te maščobe v predelani obliki. Dve stvari, dva pomembna opomnika. Se pravi, če jaz jem več energije, kot je potrebujem, se pravi, da sem pretežek ali se pa želim zrediti, potem ne bi svetoval, da navalim blesal na jajca, slanino, junk hrano, polno predelanih maščob, ker se je mar rekel, da je vseeno, sam da je višek kalorij. Te iste maščobe, ki recimo nama ne bodo delale težav v energijskem ravnovesju in v kalorično ravnoteženem stanju ali primanjkljaju, bodo lahko povzročile zdravstvene težave, z vidika dislipidemije, se pravi porušenje maščob v krvi, osebi, ki je na kalorično visokem vnosu. Se pravi, za take osebi bi pa potem svetoval, da izbirajo večinoma enkrat nenasičene maščobe, za katere nekako imamo večjo znanstveno podlago, da lahko rečemo, da so vsaj nevtralne. To so oljčno olje in oljke, avokado, oreščki, semena. Ja? To so bistveno bolj zdrave koristne, ali če že vsaj v tem primeru neutralne maščobe. To naprimer lahko vidiva pri teh fazah, s katerimi se verjetno vsak se spopade kot trener, ko začne enkrat spravi te faze.
imaš fazo definicije, potem imaš fazo mase, pa spet faza definicije, pa spet mase. In pol nekako skačeš tako iz enih... Pa narediš krvno sliko in ugotoviš, da še štima. Ja, in v bistvu greš tako, zdaj, glavni izgovor, to lahko jem, saj sem na masi. Saj sem na masi. Ja, zakaj ješ pico in to, ja, saj sem na masi, saj nima veze. Jem saj sem na masi. Ok, pa, ko greš malo bolj podrobno vse skupaj, pa vidiš, ok, če grem jaz, sem tudi poskusil to, zato lahko povem, sem šel na maso, pa sem vnašal več vsega, ni važno, pa sem pridobil, ne vem, toliko procentov mišične mase, pa ekstra povečano maščobno tkivo, pa sem proti poletju začel zgubljati maščobo, pa sem mišice nekako ohranjal. Pa sem pa drugič poskusil na drugačen način, da sem pazil, kaj vnašam, ne samo vnašal junk, pa sem z mišično maso isto zrastel, samo maščobe sem manj zrastel. In dejansko sem pol proti poletju nisem imel dela s tem, da zdaj pa mora biti na definicijo, zdaj pa na strog neki post, pa strogo neko prehrano, ker v bistvu sem že, ko sem delal to zgradbo in gradil več, poskrbel, da mi ne bo tega treba. Kaj se je sploh matral, se si vse povedal? No, evo. V bistvu to je ta fora, pač sem na masi, nima veze, si na masi celo leto lahko. Ker pač gledaš, kaj ješ in da pač, če želiš malo povečati mišično maso, boš malo več beljakovin in tako naprej in gradiv, če želiš ohranjati, držiš tisto sorazmerje oziroma ravnovesje, ki ga rabi za ohranjanje in to je to. Nimaš pa teh naglih skakanj, gor, dol, levo, desno, gor, dol, levo, desno. Jaz zdaj prosil Nenada, a imaš Facebook užgan? Ne, a božgaš Facebook. Pa če nam gre na motiviraj en stran pa pogleda sam, če imamo što vprašanje, pa nam ga on odgovori, ali pa Mario, ali pa jaz, ali pa vsi. Tako. Zdaj pa jaz pa Mario greva še na en zadnji slajd. Vem, imate vsi ogromno vprašanj, če niste napisali vprašanja, dajte ga komot napisati. Jaz vam kar povedal za Marjata, on se bo potrudil, da bo vas skupaj odgovorila. Tako. Jaz boss. Ja, tako, v prihodnjem tednu lahko rečemo. Če bo 1000 vprašanj, pa dajte nam čas, no, to je to. Ne se bat, vprašaj, kaj pa LCHF? Imamo, ne, vprašanje. Ni vprašanje, so pa vsi navdušeni, ker lahko spet hidrate jejo. To, hidrate. Vsi štruca korona. Ja, sam ne zdaj hidrate, imam ko da lahko hidrate jem, pa vzame krompir, pa da gor 5 kg smetane, ne. Pa malo soli, ne. Pa malo soli, da lažje, da bolj gre po grlo, ne, in pol so hidrati krivi, ker se človek krivi, ne. Aha, ni vprašanje, super, veste vse, všeč mi je. Dejte, če imate kakršenkoli dvom, a pa da niste nekaj najbolj razumeli, sam postavite še enkrat. Tudi če vam še enkrat isto odgovori, nevažno, bolj pomembno, da vi razumete, kot da vprašate, a pa izpadete neumni. Ne postavi to mi je tako lep slajd, lej. Ok, zdaj pa greva na konec, v bistvu feel good and motivated. Se pravi, počuti se dobro in motivirano. To je neka ideja, ki je nastala v sodelovanju Motiviraj me in feel good filozofije, se pravi od motivacije do dobrega počutja, se pravi prehrana in gibanje je naložba v prihodnost. To je zelo dobro, ne. Tukaj manjka samo še graf, ki gre tako gor, ne, in zraven kakšna, ne vem, čebula, korenček, in mekost mesa, da vemo, zakaj se gre, ne, nekdo, ki teče. In trening. Ja, nekdo, ki teče, gremo v kontro, ne. Kaj dejansko so želela tukaj predstaviti? V bistvu, nek program sem se zastavila, ki bo pomagal vsakmu posamezniku, ki nima največ časa, oziroma ki je prikrajšan pri času, ki je ima hiter tempo življenja, ki poskuša ujeti ta vlak, ki vedno hitreje gre, ne, in da dejansko vsemu temu vrvežu poskrbi zase, za svojo vadbo in za svojo prehrano, ne. In s tem, da Mario prevzame njegova ekipa in feel good, ta celoten koncept prehrane in prehrambenega načina življenja oziroma prehranskega načina življenja. Pravimo individualen prilagojen načrt. Tako. V skladu pač s tem, kar se zdaj posluša nas reči, ne. To je naša zaobljuba. Nismo nek one trick pony, ne, se pravi, pony samo z enim trikom, ne, se pravi, poskušamo res izbrati najboljše način prehrane za posameznika in tukaj se pod prehrano res lahko podpišem in res sem vesel, da je tukaj Tibor in njegova ekipa pokrije, oziroma da pokrijejo področje poškem povedal online treninga, ne, in motivacije in je res yin yang, ne.
povej ti, s čem se postavi. V bistvu, naš del bo pa, da v bistvu prevzamemo in pregledamo gibalne vzorce vsakega posameznika, njegov način življenja. Se pravi, a je to samo hoja od pisarne oziroma od pisarniške mize do menze pa nazaj, pa še zraven nima nobene stopnice, pa ne zna niti noge dvigati pa hoditi naprej. Se pravi, da ga mi naučimo ponovno se gibati izven njegovih standardnih vzorcev, ki jih čez dan dela in da ga pač naredimo ponovno funkcionalnega. Jaz se rado uporabljam besedo funkcionalen, ker mi zveni tako zelo na široko. Se pravi, da si ti sposoben s svojim telesom upravljati stvari, ki ti pride nasproti. Ne da ti je vsaka stvar težka, nimajo dvigala, ne, mora biti v tretje nastropje, a pa v osmo. Bolijo me ramena, v pisarni, tipkam, bolijo me ramena, boli me glava, boli me križ. Boli me koleno, boli me gležo. Vse je živo skozi nekaj. Vse me boli. In edina rešitev je potem, ko vstanem, super, dobro, da imajo reklamo na Klofen Duo, sem dal reklamo. Ali pa še kaj težega, oziroma s svojimi mislimi nisem sposoben nadzorovati svojega načina življenja oziroma s svojimi, ne vem, če se odloči, da bom nekaj naredil, nisem sposoben držati se tega, ker ne vem, kako bi. In tukaj v bistvu nastopimo mi iz vadbene in iz motivacijskega smisla in z tega dejansko, da pomagamo vsakmu posamezniku ponovno spostaviti dejansko, da se zaveda svojega telesa, da se zaveda, da dejansko lahko sam nadzira vse skupaj. Ti pa, kje se lahko ljudje sploh prijavijo za ta program? V bistvu tako, trenutno, pri tebi? Trenutno v bistvu smo začeli z današnjim dnem, v bistvu današnji dan je prva napoved celotnega koncepta. To je to. Super. Potem drugi korak je landing, ki bo pripravljen zelo kratkem času, kjer se bo lahko vsak prijavil na to vrsten program, kjer se ga bo obravnavalo individualno in se ga obravnavalo mentorsko. Kar pomeni, mi dva mentoriramo, oziroma mi vsi mentoriramo vas in vas naučimo, kako živeti bolj pravilno, bo rekla v navednicah. Ja, jaz zelo lepo si povedal, kar se meni zdi zanimivo, to, kar sem prej omenil, dejansko referiraš svojo motivacijo nekomu, ki mu zaupaš, kot so recimo na področju prehrane, če se odločite zame, bomo zaupati meni, če se odločite na področju vadbe in motivacije, svetujem tipove. Se pravi, vzameti ta del razmišljanja o tem, kaj ti zdaj moraš jesti, kaj ti zdaj moraš narediti, kjer trening, katero vse to poskrbimo za vas, vi lahko potem za to samo naredite, opravite, izvedete. Bistveno lažje je delati ali pa doseči nek cilj, če nekomu odgovarjaš, če si nekomu odgovoren, če delaš z nekom. Včasih se pošalim, sem bral eno knjigo, spet mislim, da je bil Dan John, je govoril o primeru teh znanih športnikov Toma Bradyja in podobno. In ko piše Tom Brady knjigo, ali pa vse, če poznate Toma Bradyja, je zelo znan igralec ameriškega nogometa. On se zbudi ob 6 zjutraj, njegov nutricionist in kuharica mu pripravijo zajtrk in je tako kot v skladu z njegovimi potrebami in z njegovim ciljem. In potem, ko poje zajtrk, njega že trener čaka v telovadnici in ima pripravljen trening. Po treningu ga že čaka pripravljen šejk po treningu in potem ga čakajo v ekipi masaža, terapija in tako dalje. Kje tukaj je njegova motivacija? Zakaj se mora on pravzaprav motivirati? Vsa motivacija je bila opravljena zanj strani ekipe. On vse, kar mora, je show up and do the work. In tukaj mi je zdaj ta prispodoba, mogoče sem brstnil temo. Vse, kar boste po tej logiki mogli narediti v tem programu, je show up and do the work. Sam pač upoštevaš tisto, kar smo namenili. Kaj pripraviti, kako to pripraviti, zakaj je to pomembno, kar se tiče prehrane, bomo rešili mi. Kje vaje, na kakšen način, kdaj, v kakšnem zaporedju, je tu ekipa motiviraj.me.
vzame vam vzame en cel kos tega mindfuck, Tega preobremenitva. Ja. Kaj moram zdaj jaz delati? Ne samo, da moram iti trenirati, ampak moram se zdaj tudi tja odpeljati, pa moram še razmisliti, kaj bom delal, kaj bom tam, pa ne, vse skupaj, kaj bom pol jedel, pa tako dalje. Ne. Tako da to je, mislim, da glavna prednost tega programa, da ljudem povemo, kaj delati in jih v tem procesu, ko dosežejo cilj, ker to se mi zdi zelo pomembno, ker mi dva dejansko sva toliko arogantna, ne, na podlagi vseh teh izkušenj in znanja in za obljubo, ki sva jo dala, ne, drugemu in vam, sva toliko arogantna, da uspeva cilj celo napovedati. In bova delala toliko dolg, dokler ne bo cilj dosežen. To je naše delo. To je to. In zdi se mi pomemben ta proces, da v tem procesu pa uspeva vas tudi naučiti, kako lahko ta cilj ne samo dosežete, ampak tudi vzdržite, kar je ključno. Sem povedal. Super, v bistvu naučiva ljudi Tako. živeti ponovno. In iz vseh informacij, ki so okrog, izluščiti tisto, kar dejansko njemu pomaga in kar je pač primerno za njegov način. Ne da plavaš med poplavo informacij, ker v vsakem primeru informacije je ogromno, ampak dejansko da veš, aha, ne rabim, super. To. Ja, rabim to. Ne, to. Aha, nimam časa, pridem v hotelsko sobo, ura je 8:30, čez 1 uro in pol imam večerjo poslovno, moram narediti sestanek, kaj rabim? Rabim spustitev, rabim koncentracijo in rabim trening. Vse rabim, aktivacijo ponovno, ne? In se pravi, Kaj je zdaj najbolj važno? kdaj, kako to narediti, je pač naše delo, ki pač skupaj z vami, v bistvu lahko rečemo, da je to nekak personaliziran program do vsakega posameznika. Namenjen samo za njega in za njegov cilj, za njegov namen in za njegovo življenje. Zdaj pa to za ne bojo obtožno, da preveč se ne tudi je. Ja, hvala vsem, hvala kralju, mislim, da ga zdaj tudi vi imenujete kralj, ne samo jaz. Hvala Instagram, bili smo dolgi, ni več Instagram, ni Instagram, končaj, kaj po 1 uri, no ni važno. Vse je jači smo kaj Instagram. V bistvu imamo še ogromno zapovedati, ampak ne bomo, zdaj ne. Izinata ne bomo. Ja, tako vabim vas naslednjo sredo, v bistvu govora o vadbi. Ne bom še zaupal, kaj in kako, ampak v glavnem vadba, nujno zlo ali užitek. Nekako takšen bo naslov. Tako da lep večer, hvala, ki ste nas poslušali, hvala Marjotu, ki je po celem dnevu, ko je delal z ogromno strankami, ogromno projektov naredil, v bistvu je vzel čas za vas, ne za me, ampak za vas in dejansko vložil svojo energijo, da je vam razložil, kar ste potrebovali. Zdaj grem jaz hidrati za večerjo, to se daje ful ne sme, ampak baš me boli. Hidrati zvečer? Ne, redi, čez noč. Kakšen sem cel zavarjen, razlike od hidratov. Pa tako, da še omenim človek, oziroma man behind the camera je Nenad, ne? Sodeloval s Nenadkovič. Ja, super, ne bom ga prosil, da zapleše, ker to sem že enkrat doživel in nočete tega videti. Ne zvečer, te mogel spati. Ja, tako da v glavnem, tako da veste, da tudi Nenad je zaslužen za vse to, kar je se danes dogajalo. Tako da hvala še enkrat, lepo se imejte in se vidimo. Čau.